Nogometaši Velenja so tokrat doma pričakali zadnjo vrščeno ekipo slovenske prve lige Radomlje. Tokrat so gostujoči nogometaši po veliki točki proti Mariboru gostovali v Velenju in skušali še na gostovanju doseči novo točko. Prva priložnost domačih, poskušal je Radujko iz voleja, točno v vratarja gostov, potem pa napaka v obrambi Radomelj, nesporazum in Elvedin Džinić je prišel sam do žoge v kazenskem prostoru, potem ko so bila vrata praktično prazna. Andrić je nekoliko slabo ocenil žogo in Velenjčani so vodili z 1:0. Ob koncu še strel Seferovića, velika priložnost gostov je ostala neizkoriščena. V drugem delu pa najprej strel Vuka, ki je zatresel le zunanji do mreže. Gola ni bilo, je pa bila to še ena velika priložnost za Babiča. Na drugi strani je tudi Andrić rešil vrata Radomelj, mimo gola je meril tudi Dragan Jelić. So pa Velenjčani prišli do še ene priložnosti, sam pred vrati je tokrat ostal Dragan Jelić in zatresel mrežo za 2:0. Nevaren velenjski protinapad, na pravem mestu pa Jelić, ki je povišal prednost Velenjčanov. Do konca še nekaj obetavnih akcij, po podaji Jelića je meril visoko čez gol Ivan Firer in še priložnost Radomelj za vsaj častni gol, nesporazum, skoraj najprej avtogol. Zadnji pa je streljal Gajić, ki je zgrešil velenjska vrata. Knapi so zabeležili novo zmago, tokrat še drugič proti Radomljam. Bilo je 2:0. Bila je težka tekma, mi smo rabili nujno 3 pike po teh nekaj slabih rezultatih. Mislim, da prvi polčas je bilo dobro, da smo dobro igrali, žoga nam je tekla. Hitro smo uspeli zadeti, bolje je bilo nekako lažje in drugi polčas smo čakali tisti drugi zadetek in bolj smo tekmo pripravljali do konca. Večji del tekme lahko rečem, da sem zadovoljen, da smo nekako onemogočali Rudarju, da prihaja do nekih priložnosti, ampak zgodilo se je ena visoka žoga, malo slabo ocenjena od naše zadnje vrste in vratarja. Dobili smo zadetek, po tistem zadetku smo začeli nekako si upati več igrati. Prišli smo tudi mi do nekih svojih priložnosti, ampak za kaj več seveda jih moraš realizirati. Mi jih danes nismo realizirali. Rudar je zasluženo zmagal, čestitke Rudarju in mi gremo naprej.